Preden gremo na duševno hrano, ne? To je glasba, ples in tako naprej, bi jaz še nekaj povedal, kar se mi zdi zelo, zelo pomembno. Vsi ste sledili vremenskim napovedim. A se je kaj uresničilo? Druga stvar, zakaj se ni uresničilo? A je kdo med vami razmišljal, zakaj se ni uresničilo? Mnogi zgrešeno mislite, da sem jaz kriv za to. Jaz vam bom pa povedal to, kar je res. Vi vsi veste, da se jaz že desetletja borim za to, da obstane narava. Vi vsi veste, kako znam biti brezkompromisen, kadar je to treba. Ampak to, kar vam bom zdaj povedal, ne ve nihče razen vas in tega ne pričakujte, da bom jaz objavljal tako na YouTubeu, tako na VK-ju, tako na Facebooku. Po vaši zaslugi, po zaslugi vsakega, ki je odprtega srca, so se zbudili duhovi narave. Kaj to pomeni? Jaz bom po krščansko povedal, čeprav čutim to drugače, vidim drugače in dojemam drugače, ampak vam bo veliko lažje razumeti, če vam povem pač na krščanski način. Vse višje je zadolžilo arhangela Ariela. Vsi ste povezani direktno z njim in z kompletno božansko hierarhijo. Ni treba, da ga prepoznate, ni treba, da si ga predstavljate, nič od tega ni treba, dovolj je, da se vi zavedate, da je on tukaj. Arhangel Ariel, dokler ni minilo, to lahko preverite, dokler ni minilo to, kar je minilo, sploh ni bil prisoten na zemlji. Kaj to pomeni? To pomeni, da se je vse višjemu baš jebalo za to populacijo. To pomeni, da je Satan hudič imel zeleno luč, da lahko uniči vse. V to pa vi lahko razberete iz agent, ki so že nekaj let prisotne. Ustvarili smo tako velik egregor, da vse višje ni več moglo ali pa moglo, kakor to kdo pojmuje, ostati indiferentno. Tako da je kompletna kozmična hierarhija aktivirani so vsi duhovi narave in okolikor bomo mi vzdrževali to stanje še naprej, bo obstalo človeštvo. Evo, toliko sem hotel povedati. Hvala vam. Hvala, Miran, ker se to glih navezuje na najavo po kosilu. Bom imel tu razgovor, jaz mislim, da bo bolj monogovor, jaz bom sedel tukaj pa kaj vprašal našo sestro iz Srbije, ki bo govorila po vsej verjetnosti ravno o teh stvareh. Govorila bo o skriti zgodovini vesolja, galaksije, Zemlje in človeka. Tu imamo 3 njene knjige, so sicer v srbščini, jaz mislim, da se bomo navezali kaj na te knjige, pa seveda tudi na trenutno globalno situacijo in situacijo na naših zemljah, panslovanskih zemljah ali pa slovenskih zemljah. To bi še povedal pred kosilom, predno vam voščim dober tek in dobro razvedrilo, da je naše delovanje omejeno z tem, kar zasebno posedujemo. Ampak glede na to, koliko nas je in kako poteka, bi rekel, to združevanje, in glede na to, da se preprosto ne moremo rešiti trgovskih iger kar tako na tlesk prstov, smo tam pri Šanku pripravili kotiček obdarovanja
v katerega vsaka dobra duša, ki se čuti povezana, lahko da svoj prispevek v skladu z svojimi možnostmi ali pa tudi ne. Vsak je dobrodošel. Zdi se mi, torej jaz že od samega začetka, torej kaj vem, od leta 2017 poskušam uveljaviti, bi rekel, dinamiko obdarovanja in moram povedati, da mi to dobro uspeva. Ne zato, ker bi jaz bil tak pameten, ampak zaradi vaših odprtih src. In ker se zavedam, da človek, ko daje tisto, kar ima, takrat doživi najlepši občutek do sebe in do tistega, ki mu podarja. In zakaj? Zaradi tega, ker je darilo brezpogojna stvar, ne nosi s sabo nobenih pogojev in omejitev. In mislim, da je Andrej že povedal v svoji predstavitvi, pa še večkrat bo to poudarjeno, da so naši predniki, veličastni predniki, živeli ravno na tak način. Želim vam dober tek in se vidimo po kosilu.